Pozdravljeni. Če smo kdaj vzgojili kakšno sadiko iz semena, potem smo lahko z opazovanjem in sledenjem rasti ugotovili, na kakšen način in koliko hitro se zadeva odvija. Ko se odločimo vzgojiti sadiko iz semena, najprej seme položimo v zemljo in dodamo malo vode, tako da lahko naše seme uskali. In čez nekaj časa, nekaj dni, morda teden, prideta ven prva dva listka. In spet čez kak teden ali celo 2 oziroma 3 se ta 2 listka razvijeta v svojo polno velikost in sčasoma pride 1, 2 in še ostali listki, ki so od te rastline, ki smo jo preko semena pričeli vzgajati. Ampak to je samo začetek. Kje je še tisto deblo, če gre za neko večje drevo, in kje je tista krošnja. Če spremljamo samo začetek, lahko ugotovimo, da gre stvar zelo, zelo počasi. In če bi nadaljevala s to hitrostjo, bi rabila celo večnost, da zraste tisti mali hrast v mogočen veliko drevo. Ampak, če smo dovolj pozorni, lahko ugotovimo, da se stvari ne odvijajo s konstantno hitrostjo, temveč se iz dneva v dan zadeva pohitri oziroma pospešuje. Torej, enako kot življenje, v katerem živimo, ko pričnemo nekaj novega, ko si zadamo nek nov projekt ali novo nalogo, ali da se naučimo neko novo, dajmo reči, nov prijem oziroma nekaj čisto novega za nas, je seveda na začetku zelo, zelo mukotrpno oziroma gre počasi. In če bi nadaljevali s to hitrostjo, ko začnemo, verjetno nihče izmed nas ne bi dosegel želenega cilja. Ampak iz dneva v dan nam v življenju gre dana naloga lažje in hitreje in se kot tista rastlina širimo, večamo v višino in širino, iz dneva v dan hitreje. Na nek način eksponentno. Najprej sta 2 listka, nato 4, pol pa lahko že 8, 16 in tako naprej. In hkrati z listki raste deblo in viša se višina. In naše življenje, v katerem živimo, je tudi tako. Sledi namreč eksponentni krivulji. Ko smo še otroci, se nam zdi, da se nikamor ne premikamo in si samo želimo, da bi bili vedno starejši, ker z leti vedno več znamo, vedno več smo sposobni. In nekje po 20., 30. letu pa začenjamo opažati, da
Ta leta oziroma hitrost življenja se podvaja oziroma vedno hitreje teče. In to je dobro vedeti, predvsem takrat, ko se lotimo česa novega in smo morda na začetku neučakani, ker bolj ko gledamo, bolj počasi se nam zdi, da gremo. V resnici pa se ne zavedamo, da je življenje tisto, ki ima svoj tempo in na začetku potrebuje malo več časa, da zadeva dobro uskali in se ukorenini, preden požene z rastjo, ki je značilna za rastlino oziroma stvar, ki je namenjena. Tako. Moramo ostati potrpežljivi in verjeti, da življenje že ve, kaj dela. In ne samo to, da ve veliko več, kot si mi sami mislimo, da ve. Hvala.